Spoštovani svojci žrtev, gospod Načkov, žalni zbor. Zdaj gledam v prihodnost. Vidim brata, ki objema brata Slovence. Skrbita drug za drugega. Mislita vsak svojo glavo in se tudi kdaj skregata. Tudi glede preteklosti. Vendar se spoštujeta v svoji drugačnosti in sodelujeta. Ustvarjata sožitje. Ko ustvarjata skupaj, lahko dosežeta nepredstavljivo. Potem, ko sta glede druge svetovne vojne oba že zdavnaj odpustila Nemcem in Italijanom in Madžarom, sta končno odpustila tudi eden drugemu. Naj se jima odtlej zgodijo še tako hude preizkušnje, roke drug na drugega ne bosta dvignila nikoli več. Za nič na svetu nikoli več. Žalni zbor. Gledam v prihodnost, vendar ne morem in ne smem spregledati preteklosti. V času, ne daljšem od polovice stoletja, smo Slovenci doživeli obe zgodovinski izkustvi. Narodni razkol in narodno enotnost. Sredi prejšnjega stoletja, v času druge svetovne vojne, ko so nas pobijali tujci, smo se pobijali še med seboj. Čas narodno-osvobodilnega boja proti okupatorju je bil tudi čas komunističnega in protikomunističnega državljanskega boja. In ta se z vojno ni končal. Poboji premagane strani so se nadaljevali tudi neposredno po njej. In imamo izkustvo narodne enotnosti. Brez nje ne bi bilo ustanovitve lastne države. Prav mogoče bi se brez enotnosti osamosvojitvena vojna in vsa dejanja, ki so privedla do naše države, končala drugače. Pa se niso. Iz tragične zgodovinske izkušnje smo se nekaj naučili. Prevladalo je zaupanje in sodelovanje. Skupaj smo se borili in skupaj smo zmagali. Toda še zmeraj zelo težko razumemo nedoumljive skrivnosti človeškega bitja, ki je od nekdaj zmoglo najplemenitejša, a tudi najstrašnejša dejanja. Razumemo pa, kaj so zgodovinske politične in moralne zmote, ki jih nikoli več ne smemo ponoviti, ne glede na naša različna politična, verska ali druga prepričanja, ali pa prav zaradi njih. To nam danes daje moč in nam daje pogum, da smo danes tukaj. Slovenci, Hrvati, vsi, ki imamo žrtve v hudijah. Razumemo človeško in državniško dolžnost, da civilizirano pokopljamo žrtve vojne in povojnih pobojev. Ljudje bodo končno lahko vsaj pokopani, če niso smeli več živeti. Žalni zbor. Ne spreminjamo zgodovine, spreminjamo prihodnost. To je korak naprej. Stopamo ga s spoštljivim spominom na žrtve, a misleč na mirno in srečno prihodnost naših otrok. Po tej poti prihodnosti gremo počasi, previdno, pogosto z razumljivimi dvomi, tudi pogumno in vztrajno naprej. Želim si verjeti, da slovenski narod vse bolj čuti in razume, da sprava ni nek enkraten dogodek, temveč stanje duha. Za voljo nas in naših otrok nam je naložena odgovornost, da ustvarjamo ozračje strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Odpuščanje in sprava sta najprej predvsem globoka intimna vzgiba, stvar slehernega posameznika. Nihče od nas se ne sme počutiti prizadetega v svojih najbolj osebnih čutih. Tudi glede preteklosti. Glede tega nima nihče, glede teh občutkov, pravice obsojati nikogar. In v to čustvovanje osebno naj država ne posega. Dolžna pa je storiti vse, kar ji veljevajo zakoni in najbolj obče civilizacijske pravrednote. To naš narod, našo družbo in našo državo dela bolj humano, bolj človeško in zrelo. Spoštovani žalni zbor,
Znano je, da ljudje tik pred smrtjo, naj bo naravne ali nasilne narave, mislijo sporočila ljubezni in ne sovraštva. Hočem reči, da v stiski s časom, pred zadnjim slovesom, ljudje ne izgubljamo moči za sovraštvo, temveč za izraze ljubezni. Življenje je prekratko, da bi sovražili. Morda prav zato skozi več kot 2000 let naše človeške civilizacije in kulture svetijo Antigonine besede, ne da sovražim, da ljubim vsem na svetu.